Lepo pozdravljeni v Kaja Kanu magazinu. Na Mladih svet stoji in tole, kar vidite za mano, je res samo peščica njih, ki so se zbrali na tekmi Evropskega mladinskega pokala v Solkanu. Pa začnimo zato današnjo oddajo s prihodnostjo slaloma na divjih vodah. In morda bo celo kateri od teh fantov nekoč olimpijski zmagovalec. Serija tekmovanj Evropskega mladinskega pokala se je tako kot lani tudi letos začela pri nas na Soči. 250 tekmovalcev in tekmovalk iz 15 držav je predstavilo svoje znanje in doživelo nepozaben konec tedna. Za mnoge je bila to največja tekma doslej. Ja, v bistvu malo je bilo treme, a ne, sej pol, ko greš na progo, pol trema zgine. Prvih nekaj vraci, še nekaj treme, pa čisto pozabiš na to. Si sam na progo osredotočen. Moj nastop je bil kar drzen, pri prvih vracih sem ga malo polomil, ampak sem poskušal nadoknaditi v preostali progi. Sam mi za prvo mesto ni bilo dovolj, ampak vseeno sem vesel in hvala za podporo. Na kaj te je opozoril trener pred tekmo, ko sta si ogledala progo? Ja, da ne smeš zamujati, moraš prehitevati stvari, v nekaterih vracih moraš prej obrniti, da potem v druga vratca prideš lepše, drugače ti bo šlo slabše, se bo to poznalo na naslednjih vracih. In kako ti je uspelo? Mi je še kar uspelo, srednji del mi je šel malo slabši, ker sem zamujala in potem sem bila nizka in mi ni šla dobro. Samokritičnost je dragocena kvaliteta in mladim slalomistom je res ne manjka. Tekmovali so v 3 starostnih kategorijah, do 14, 16 in 18 let, in tako smo videli celo nekatere udeležence letošnjega mladinskega svetovnega prvenstva in tudi bronastega z nedavnega mladinskega evropskega prvenstva v Skopju Nika Testena. Končno sem dobil tudi posamično medaljo. Sem že lani bila z Jakobom, so dobila medaljo na evropskem, samo to, kar res sam dobiš medaljo, je res malo drugače, kar v dveh. In kako sedaj ocenjuješ to serijo Evropskega mladinskega pokala, ki te sedaj čaka v nadaljevanju sezone v primerjavi s svetovnim in pa evropskim prvenstvom? Ja, to je tako za nabiranje izkušenj in se učiti tekmovati, da še na tekmi pokažeš čim več. In ja, mene je super ta serija, ker se res lahko zelo naučiš iz tega. Ja, seveda se veselim, ker to za nas so tekme, ki jih drugače ne bi imeli. Je organizirano in zelo dobro, tako da boljš si skoraj ne bi mogli želeti. Hodiš okrog, si na drugih progah, divjo vodo imaš, kaj drugače nimamo. Imamo samo Trnovo pa to tle pri nas, kar se nam splača za treninge in ni to, ni ta pravih elementov vode, ker dosti elementov vode nam manjka. Poleg Solkana serijo Evropskega mladinskega pokala gostijo še nemški Augsburg, češke Buđejovice, slovaška prestolnica Bratislava in poljski Krakov. Ja, v bistvu mi ne bomo šli na vse tekme, ampak ja, ko bomo šli še v češke Buđejovice, ko mi čakam. Cilj je malo, da čim bolj odpeljem, pa da si izkušnje naberem. Šli bomo na 3 ali 4 tekme, pa ne vem, potrudila se bom, da bo boljš kot zdaj. Na vsakem prizorišču sta 2 tekmi in nekateri imajo visoke ambicije tudi v skupnem seštevku tekmovanja. Tine Kancler je zmagal že lani, na Soči pa v 2 dneh zabeležil kar 3 zmage. 2 v dvojcu z Jakobom Ježem in 1 posamično v kajaku, kjer je nedeljsko vožnjo v slogu šampionov sklenil z dvignjeno roko. V tistem trenutku mi ni toliko zanimal čas. Vedel sem, da sem dobro odpeljal in še z 0. Sem vedel da bom visoko. Slišim, da imaš neke posebne motive? Ja, motiv je nekako ultimat mojega očeta, ki mi je postavil, če odpeljem 20 zaporednih prog z 0, brez dotikov, dobim navčovan in to. To je izjemna nagrada. Kakšen je trenutni rezultat, kako ti kaže? 4 z 0 zaporedne.
Naši trenerji opravljajo izjemno delo. Slovenski podmladek je v 2 dneh zabeležil kar 24 uvrstitev na zmagovalne stopničke, v finale so se uvrščali fantje in dekleta iz vseh slovenskih klubov. Enko smo pač malo bolj težko, ker je tak ovink, pa nam je dol odneslo, druga je bilo pa dobro še kaj. Tudi včeraj nam je šlo dobro, sam danes prvo vožnjo sva zaribala, pa nam je odneslo dol, pa sva šla popraviti, ampak drugo vožnjo sva naredila dober rezultat. Bili so zelo vroči dnevi in zelo težki treningi, saj je bilo veliko ljudi na progi. Imeli smo se kar lepo, saj smo se veliko družili, ja, imeli dogodivščine. Pogovarjamo se, pa nogomet igramo. Tudi iz drugih držav? Ja, včeraj smo igrali. S kom ste igrali? Z Čehi pa Slovaki. Kakšen je bil rezultat? 7-2 za nas. Pred fanti in dekleti je pestro nadaljevanje poletja, ki z evropskim mladinskim pokalom ponuja nepozabne dogodivščine in neprecenljive športne izkušnje. Seveda pa ni bilo enostavno in če komu morda tokrat ni šlo vse po načrtih, bo z marljivim delom morda že naslednjič boljše. V prejšnji oddaji smo predstavili nekaj odzivov na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, da bodo na igrah v Tokiu leta 2020 v slalomu na divjih vodah dekleta prvič tekmovala tudi v kanuju. Posledično naj bi iz programa izpadli moški dvojci, ki so o tedaj še nedozoreli ideji prvič slišali na olimpijskih igrah v Londonu. Tebe je najbrž to kar močno prizadelo, ne? Ja, mislim, tako kot kar vsakega verjetno tekmovalca, ki tekmuje v tej disciplini. Sigurno je en hendikep, glede na to, da smo toliko časa že treniramo dvojca, potem pa kar naenkrat, da bi nas odrezali. Ideja je dozorela, Mednarodni olimpijski komite jo je predstavil Mednarodni kajakaški zvezi, a jo uradno še vedno ni potrdil. Sej to me mene še zmeri malo pelje naprej, zato ker v bistvu jaz nisem še slišal tiste zadnje zgodbe, da bi C2 prav umaknili iz olimpijskih iger. Jaz še zmeri upam, da bi se Mednarodni olimpijski komite odločil še za en komplet medalj in tako, da bi ostal C2 na olimpijskih igrah, kot da bi prišle tudi C1 ženske noter, ker v bistvu v naši disciplini je ena taka zgodovina že v tej disciplini, da bi bilo za zelo gledalcev kot tekmovalcev slabo, v bistvu, če bi C2 ne bil več na olimpijadi. Mednarodni olimpijski komite je dal Mednarodni kajakaški zvezi jasen signal, da mora pač v okviru svojih disciplin, ki jih ima, ali pa števila disciplin, ki jih ima na voljo na olimpijskih igrah, pač doseči izenačenost, ali priti bliže izenačenosti med spoloma po disciplinah, tako da jaz mislim, da dejansko je to dokončna odločitev in da se verjetno ne bo več spremenila. Ja, ta trenutek mi izgleda nesmiselno, ker se mi zdi, da so C1 ženske še zelo nekonkurenčne, se pa tudi one izboljšujejo in mislim, da čez par let bojo tudi one zmeraj bolj enakovredne nam moškim, tako kot so pač ženske v kajaku. V nekaterih državah so z načrtnim delom že začeli pripravljati dekleta na naslednji olimpijski ciklus, ko bodo komplet medalj prvič pripravili tudi za kanuistke. Kaj bo z atraktivno disciplino dvojcev, pa bo dejansko pokazal čas. Marsikje je opaziti, da ne vlagajo več toliko v dvosede, kot pa v C1 ženske. To je bilo posebej opaziti, se mi zdi, na svetovnem mladinskem prvenstvu v Avstraliji, ko praktično pri kar nekaj državah dvosedov ni bilo več. Mislim pa, da do olimpijade v Riju, ko je še dvosed polno v programu, da saj pri članski kategoriji, pri teh najboljših ni nobenih sprememb, tako da vsi
vse velike države, ki so tudi doslej bile vodilne v dvosedu, še naprej zelo močno podpirajo dvosed, seveda pa zna biti po olimpijskih igrah v Riju potem drugače. You know, I absolutely support bringing women's canoe in. I think it's a good thing. But to have to lose C2 seems a really sad thing for the sport. I don't know the solution. I don't know enough about how the Olympic Committee works or what a sport must do to satisfy the criteria of the Olympic Games, so it's hard for me really to comment what I suggest we do about it. Mednarodna kajakaška zveza se je torej odločila, da žrtvuje disciplino dvojcev. Kakšne bodo dejansko posledice tega, zaenkrat lahko samo slutimo, jasno pa je, da bo slalomski program s tem osiromašen. Se zato zdaj združujeva te discipline posamezno in dvojci z Lukom, on se že redno uvršča tudi v reprezentanco. Sam tudi treniram in poskušam to in upam, da mi bo do Rija tudi mene uspelo. Drugače pa bom vztrajal, dokler bo motiva. Sej isto je v dvojcu, ne. Ko pa ni več motiva, tudi tam nima smisla. Like we pedal also C1 and C2 is much more fun for us to pedal because you are two guys and you have to fight together and also for the spectators it's much more interesting to see two guys how to go to the small gates and how they have to work together. Največjo skrb za preživetje kanujev dvosedov so pokazali v Franciji, od koder prihaja namig, da bi pripravili svojo serijo tekmovanj za dvojce. Upajmo, da pa morda vendarle ne bo potrebno. V Kaja Kanu magazinu spodbujamo rekreativno dejavnost in redno obveščamo o spustih v sklopu akcije Voda za vedno. Zato je skrajni čas, da se enega tudi sam udeležim. 7. letošnji spust je po Savi dolinki, več o njem pa bodo povedali kar organizatorji in udeleženci sami. Kje je start današnjega spusta? Kako dolg in zahtevan je? Start današnjega spusta je pod zasipom v Peškovci pri Bledu. Zahtevnostna stopnja je 2 do 3. Je pa primeren v bistvu za majčkeno bolj izkušene veslače. Kje nas potem pelje rečni tok? Pelje nas od štarta tukaj na Peškovci, mimo Bleda do Radovljice v našem naftnem centru. Vmes je predviden tudi en postanek? Ja, v Kempu Šobec je predviden postanek, kjer vsak udeleženec dobi pijačo in pregrizek in potem se pač odpeljemo do cilja. Na samem cilju je pa še topel obrok. Kako dolg je dejansko spust? Kdaj predvidevate, da bomo prišli na cilj? Spust je dolg približno 13 km, na cilj bomo pa prišli v roku ure pa pol do 2 ur. Za vas tole ni navaden izlet? Kakšna je vaša vloga na današnjem spustu? Vodil bom skupino kajakašev, usmerjali bomo in kazali pot in na kritičnih mestih postavili varovanje. To je običajno v takih primerih, ker je razpon znanja tistih udeležencev od skorajda popolnih začetnikov do tistih, ki so vrhunski in je potrebno zagotoviti, da vsi varno prispemo na cilj. Kaj pričakujete od današnjega izleta? Zanimiv spust po tele Savi dolinki, ki se potem pri Bohinjki skupaj, ki greta skupaj naprej Savi do tega zaključka kampa. Skratka, tako zanimiva, atraktivna vožnja. Poznate to traso? Poznam. Kot tekmovalec in potem, ko sem že nehal z tekmovalno potjo. In kako pogosto sedaj še sežete po veslo? Vsaj še takole grem. Enkrat do 2krat tedensko, zavisi, zakaj se pripravljam. Ja, super je bilo, no. To je v bistvu darilo od enega kolega za njegov rojsten dan, za njegovo okroglo obletnico in nas je peljal celo družino, tako da nam je bilo prav fajn, no. Nekaj drugače, tako, pustolovsko. Glede na to, da so bila v isti posadki in nekaj časa na isti strani, se je tudi vam zdelo, da leva stran bolj vesla kot desna? Zato sem se jaz kaj presedla, da sem malo ravnotežila. Kakšna dogodivščina pa je bil za vas današnji spust? Zelo fajn. Moram reči, da se recimo, mislim, da četrtič, pa da je bila najvišja voda, kar so bili, res je bilo super. Ene brzice so bile kar hude, ne? Ste imeli kakšne težave, bloket na robu, kakšnega plavanja?
Ne, nikoli ni bilo plavanja, ampak na enem ovinku me je v bistvu vodnik pospremil, tako šel bočno, tako da je bilo bolj varno. Vi imate pa že obilo izkušenj s podobnimi spusti. Kje vse ste že bili letos? Letos sem bil že na Muri, Dravi, Kolpi, Krki. Kaj je mogoče značilnost spusta po Savi dolinki v primerjavi z ostalimi spusti? Naprimer, je več brzic, bolj divja voda, ne? Na Muri je naprimer bolj mirna, ne? To je glavna značilnost, ne? Zato ste danes s sabo vzeli tudi ženo, da je skrbela za vašo varnost? Ja, zato. Tovrstni spusti so priložnost tudi za preizkus ali pa celo nakup novega kajaka. Kaj pravzaprav ponujate? V podjetju Rotativo dajemo vsem udeležencem akcije Vode za vedno možnost brezplačnega preizkusa naših kajakov in kanujev, kjer ponujamo široki palet vseh rekreativnih čolnov iz polietilena. Kakšen bi bil najbolj primeren za slovenske reke? Za slovenske reke tako smo danes lahko testirali model Orgazmo ter Verv. Orgazmo je čoln malo krajši, z nekaj več volumna, ter potem model Verv, ki je ena taka mešanica med morskim kajakom ter kajakom za reke, nudi tudi skeg, ima komoro za opremo. V glavnem, ta bi celo mogoče bil najboljša izbira za enega rekreativnega veslača, kjer si lahko da nekaj opreme noter in potuje po slovenskih rekah, primer za Kolpo, Krko, tudi tukaj, tudi danes, primerna reka Sava Dolinka. Zanimiv spust po Savi dolinki je za nami, ob tem pa naj vas spomnim le še na to, da sta do konca letošnje akcije Voda za vedno ostala le še dva, in sicer 9. avgusta na Kolpi in pa potem zaključno dejanje 7. septembra na Soči. V svetu športa se ob vseh čustvih na koncu navadno prepletata veselje in žalost. Slednja je pogosto povezana z izgubami, ki so nemalokrat nenadomestljive. Ena takšnih je pred kratkim doletela slovenski šport z izgubo dolgoletnega predsednika Kajakaške zveze Slovenije Bojana Žmavca. Zapisal se je kajaku in kanuju ter predano in vizionarsko deloval v korist svojega športa, ki mu je dal številne prijatelje, s katerimi se je često spoznal kar na vodi. Z Andrejem Jelencem, na primer, sta se kot dečka prvič srečala v ljubljanskem klubu in vse do konca sodelovala v različnih funkcijah. Tudi prve korake na divji vodi so naredila skupaj, ker je on kot boljši tekmovalec malo pazil na nas mlajše. Bil je tudi inštruktor kajakaštva tukaj na klubu, tako da je poleg vseh stvari, ki jih je tudi kasneje kot predsednik zveze in pa funkcionar vseh drugih organih športnih, mislim, kjer je bil, je dejansko poznal šport od vsega začetka, tudi kako praktično se začenja in kako je treba delati z najmlajšimi. V bistvu jaz sem ga spoznal, ko sem šel drugič, tretjič na trening s kanoklubom v Tacen in smo ostali tam v divji vodi, star sem 6-7 let in sem odplaval, se je pripeljal zraven, seveda jaz sem se spustil čoln, vesel, šel na breg, on pripeljal meni čoln do brega in mi je najprej razložil, da se, če se odplava, prime svojo opremo, počaka trenere, da te pripelje h kraj. On je to takrat sam naredil, ampak je bila ena dobra izkušnja in takrat sem ga jaz v bistvu prvič spoznala sem se praktično na vodi. Preden je leta 1992 prvič prevzel vodenje Kajakaške zveze, je do uspehov slovenskega kajaka in kanuja pomagal kot trener, vodja in direktor reprezentanc ter s tekmovalci vselej spletel posebno vez. Predvsem je bila zelo pomembna njegova vloga v mojih najboljših tekmovalnih letih, ko nam je meni pa dvojcu Grobiša, Masle, praktično Bojan se skozi stal v strani, nas vozil po tekmah, po pripravah, nam res pomagal pri logistiki, tako da je bil zraven pri vseh mojih največjih uspehih, tudi pri naslovu svetovnega prvaka. On je imel res en čut do tekmovalca, katerega si lahko zaznal tudi na samih tekmah. On je točno vedel, kdaj ima pristop, kdaj ga nima, kdaj se mora umakniti.
kdaj ni dobro biti zraven tekmovalca. Skratka, na nek način je vsakega čutil do te mere, da je vedel, kdaj se mu lahko približa in kdaj ne. Stroko se ni vtikal, ampak je pa vedno zagovarjal stališče tekmovalce, ker je bil tudi sam kajakaš in je zastopil, kaj pomeni biti vrhunski tekmovalec. In tudi enkrat, ko sem jaz imel težave z nastopom na enem svetovnem prvenstvu v spustu, ker nisem dirkal vseh izbirnih in nisem imel praktično te prave 100% norme, ker tekme so se poklopile med slalomom in spustom, je on to podprl, so predstavili in sem jaz lahko potem nastopil, ne glede na to, da praktično so bili vsi proti, on in pa seveda Andrej Lenz sta oba zagovarjala, da grem lahko na to tekmo. Drugače je bil pa najbolj živčen tip, ki si ga na tekmah lahko videl. Jaz sem mu zmer pravil, da je kralj poljskih stranišč, ker je zmeri vse tekme preživel na nekih straniščih v osami, držal se je že ušesa, da ja tudi po zvočnikih ni slišal, kaj se dogaja. Na koncu je bil pa tisti, ki je bil najbolj srečen. In to je bilo tudi eden od teh njegovih pozitivnih lastnosti, da je znal vnesti v ekipo neko sproščenost in pa nam ob tem seveda tudi zelo dobro pomaga, tako da smo dejansko tekmovalci bili na samem tekmovanju lahko sproščeni in osredotočeni na tisto, za kar smo posebej na tekmovanje prišli, in zelo podoben je deloval tudi potem kot predsednik zveze, nikdar ni bil, ne vem, kot predsednik izviška gleda na sodelavce in pa na tekmovalce. V dveh obdobjih je bil skupno kar 14 let predsednik Kajakaške zveze Slovenije, od njene ustanovitve pa ves čas najbolj dejaven član krovne organizacije. Aktivno je deloval tudi v Olimpijskem komiteju in Mednarodni kajakaški zvezi. Bil je odličen koordinator pri zaposlovanju slovenskih športnikov, tudi zato, ker je njegova profesionalna služba bila delno povezana z tem, predvsem pa zato, ker je prepoznal, kdo je pravi športnik, nikoli ni deloval navijaško in tudi kot predsednik Kajak-Kanu zveze nikoli ni protežiral svojih, bom rekel, tekmovalcev, še manj pa, da je poskušal vplivati na koga drugega. Vedno se je jezil na mednarodno zvezo, da nam pri tem ne pomaga, kajti na mednarodnem merilu se je vsekakor bistveno manj storilo na teh, tako na medijskem prepoznavanju kot na sponzorskih dejavnostih, tako da tukaj moram reči, da smo v Sloveniji vsekakor prekosali kolege z Mednarodne zveze. Zelo velik delež je pa tudi pri oblikovanju nove strategije Olimpijskega komiteja in je vnesel v ta del predvsem način, kako bolj približati športnike funkcionarjem, kar je zelo pomembno, in seveda, da se športniki vedno bolj tudi po končani karieri začnejo ukvarjati z samim športom. Tekmovalci znajo povedati, kako jim je Bojan Žmavc s hrbta vzel vse tisto, s čimer naj se športnik ne bi obremenjeval, od sponzorjev do opreme. Bil je stičišče kajakaškega športa v Sloveniji in vodja krovne organizacije od osamosvojitve dalje. Na tem področju je bil pa on dobesedno genij, skoraj guru športnega marketinga in če smo mi imeli njega za temelj, na katerem smo stali, je on vedel, da je temelj njegovega dela športni marketing, na nek način tudi PR, sponzorstva in vse ostalo, kar temu sodi. In se je s tem ukvarjal od jutra do večera. Ravno tako je bil zelo pozoren na to, kako kajakaštvo spremljajo mediji, se je zavedal, da brez medijske podpore tudi se pravi povezave s sponzorji ni in s tem tudi ne dobrih pogojev za najboljše tekmovalce, ki so ga, mislim, da zmer zelo cenili, ker je bil eden od predsednikov verjetno zvez, športnih zvez, ki je se zavedal, da je treba tekmovalcem nuditi dobre pogoje, da jim treba poskrbeti tudi za njihov socialni status in tukaj jim je tudi pomagal pri pridobivanju individualnih pokroviteljev, sponzorjev. Bojan Žmavc je bil temelj vseh uspehov slovenskega kajaka in kanuja. Odličen organizator, zaslužen za številna velika tekmovanja, ki smo jih gostili v Sloveniji.
Svetovno prvenstvo v slalomu leta 2010 v Tacnu je postavilo nove standarde prirejanja tekmovanj v tem športu, zato bo pod Šmarno goro čez 3 leta znova evropsko prvenstvo. Žal pa je zaradi denacionalizacijskih postopkov imel zvezane roke pri sanaciji proge v Tacnu, dobro pa se je zavedal, da brez dobrih pogojev doma praktično ne moreš slediti konkurenci v svetu. Svoje sledi je pustil pri ureditvi proge v Solkanu, kajakaškega centra v Celju in kolikor se je dalo tudi v Tacnu. Z njegovim prezgodnim slovesom je nastala velika praznina, ki je trenutno niti ne znamo oceniti.